Tokrat v občinskem informatorju. V občini starše zavrelo. V Rušah opozicija opozorila na sum korupcijskih postavk v proračunu občine. Slavnostno otvorili Cafavo ulico ob spremljavi Cafut Festa. Mariborski mestni svetniki potrdili spremembe komunalnega prispevka in selitev mestne blagajne. Spust božičkov na mariborski pediatriji. V Hočah učenci pozdravili praznike. V Destrniku božiček obdaril otroke. Lepo pozdravljeni. Na občini Starše je v ponedeljek potekala izredna seja, ki jo je župan občine Bojan Kirbiš sklical, potem ko je 8 svetnikov in svetnic zahtevalo izredno sejo, na kateri so obravnavali problematiko izgradnje nove podružnične osnovne šole Marjeta na Dravskem polju. Pred dnevi je zadeva potencirala celo do te mere, da je župan odstavil podžupana Ivana Piška. Obravnavali pa so tudi zavrnitev zahtevka za sofinanciranje projekta Vaško središče v Staršah v višini 158 000 evrov, o katerem občinski svetniki in svetnice niso bili seznanjeni. Sejo pa je zaznamoval tudi incident, župan je namreč prepovedal snemanje. Podrobnosti v nadaljevanju. Župan Bojan Kirbiš je začel sejo s prepovedjo snemanja. Spoštovani mediji in kamermani, prosim, da posnamete kader in zapustite sejo. Več svetnikov se z njegovo odločitvijo ni strinjalo in so želeli, da se o tem, ali se snima sejo, glasuje. Seje se ne morajo snemati, kolikor to ne dela medij, ne dela po zakonu o medijih. Vse organizacije po zakonu o medijih delajo v javnem interesu. In mi, kot imamo to javno sejo, javnost je zainteresirana in lahko delajo in snemajo, opravljajo svoje delo. Mediji vabljeni imajo pravico snemati. To je moje mišljenje, to je moje prepričanje. Zato prosim, da se glasuje o tem prvem predlogu o statutarni komisiji, na drugem o izjasnitvi svetnikov. Dobro, hvala za tvoj predlog. Tvoj predlog ne bomo sprejeli. Kirbiš o predlogu večine svetnikov ni želel slišati in predloga ni dal na glasovanje. Snemalec je moral zapustiti sejo v spremstvu varnostnika. Na seji so nato obravnavali projekt nove izgradnje podružnične osnovne šole Marjeta na Dravskem polju. Kot smo že poročali, je župan Kirbiš namreč kar na dopisni seji pred 2 tednoma predstavil novo vrednost projekta. Ta je iz 1,7 milijona evrov narasla kar na 4,35 milijona evrov. Svetniki na dopisni seji niso imeli možnosti vprašati, zakaj podražitev za 2,65 milijona evrov. Zato je 8 svetnikov zahtevalo izredno sejo. Taka razprava bi se morala opraviti pred 3-4 leti, ko se je začel pripravljati idejni projekt in potem bi lahko sprašali svetniki, kaj nas muči, oziroma povedali, kaj si želimo. Problem je v tem, da jaz težko razložim ljudem, oziroma vsem mojim volivcem, ne samo mojim, nasplošno volivcem, da bomo dali za šolo recimo vrednost enega celega proračuna občine Starše. Govorim o tistem delu, ki je operativnem. Vse proračun je moče nekaj večji, ampak ogromno odpade na transfere, ki pa potem dobesedno z investicijami se moč ni začeti z njim, da tako rečem. Podpisanih 8 občinskih svetnikov in svetnic, ki so podali zahtevo za sklic izredne seje, je podalo tudi predlog sklepa, a jih župan ni upošteval in svetniki in svetnice niso mogli glasovati. Mislim, da je nivo današnje seje in verjetno vseh za nazaj, se sploh nismo zavedali, nivo je izpod vsake kritike, nevreden župana, če smem reči, in nevreden tudi vseh nas, ki se trudimo, da bi pač res z javnim denarjem delali gospodarno, sledili gospodarnosti. To je spet neki unikum, tega še nisem slišal za Sloveniji, da bi se kaj takega zgodilo, da so sklepi predlagani na sklicu izredne seje in potem se o tem ne glasuje. Župan Kirbiš pa odgovarja. Jaz sem sklical sejo na pobudo teh 8 svetnikov in nisem videl potrebe, da posebej še kakšne sklepe sklepamo, ker bomo tako imeli čez nekaj časa proračun, katerega imamo v drugem branju. Prav tako pa so na izredni seji obravnavali zavrnitev zahtevka za sofinanciranje projekta Vaško središče v Staršah. Občinski svetniki in svetnice namreč niso bili seznanjeni s potekajočim sporom med občino Starše in Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja zaradi zavrnitve zahtevka za sofinanciranje projekta v višini 158 000 evrov. To je zadeva, v katero sem bil seznanjen tako posredno,
mogoče 2 meseca nazaj strani nekih občanov, zato sem začel malo iskati, najdu tole sodbo upravnega sodišča in poročilo nadzornega odbora, ki je to že razčiščevalo. Ne vem, zakaj nas občinska uprava o tem ni obvestila, to je bila dolžna. O tem težko karkoli govorim zdaj, ker pač informacije, ki so bile danes na seji, so tudi zame vse nove in prve in čakam na dokumentacijo, ki se mi zahteva uradno enkrat novembra in kot je rekla direktorica, 20 delovnih dni, potem bomo to pregledali. Mislim kot laik, da vsi projekti, ki se vodijo in so sofinancirani iz bilo kakršnih sredstev, predvsem evropskih, morajo se delovati po nekih pravilih, ne? In ker verjetno tukaj ni šlo vse po pravilih, je verjetno ta zavrnitev nastala. Projekt Vaško središče v Staršah je iz 270 tisoč evrov prerasel v 450 tisočakov vredno investicijo. Pri samem izvedbi je bilo ugotovljeno, da so tam nenosilna tla, da je treba to pojačati, da lahko naredimo poleg tribune še prostore pod tribune in potem so to nadzorniki in pa skupina strokovnjakov odločila, da to izvedemo v malo večji izvedbi. Občina je tako izgubila skoraj polovico od pričakovanih 40 tisoč evrov sofinancerskega deleža strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj pri obnovi Vaškega središča v Marjeti, saj s pritožbami na upravno, vrhovno in ustavno sodišče ni uspela. Tudi na ruški občinski seji je bilo zanimivo. Na proračunski seji je opozicija namreč opozorila županjo, podžupana in občinske svetnike, da so ob sprejemanju proračuna za leto 2019 imeli znake koruptivnosti. Takšno je namreč mnenje Komisije za preprečevanje korupcije. Po mnenju KPK bi se moral namreč podžupan občine Ruše Jernej Ajt izločiti iz postopka podelitve sredstev Društva prijateljev mladine Ruše, ker se je podeljevalo sredstva za plačo njegove partnerke. Opozicijski svetnik Darko Knez je na proračunski seji predstavil mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, v katerem so zapisali, da bi se moral podžupan občine Ruše Jernej Ajt umakniti iz postopka razprave in glasovanja o podelitvi sredstev Društvu prijateljev mladine Ruše. V tem planu je pa zapisano jasno, zelo jasno zapisano, da so sredstva podeljena DPM-u iz odločitve OSOR-ja namenjena za 12-kratno izplačilo posebnega dohodka podžupanove partnerke v višini več kot 19 tisoč evrov. Zato smo v svetniški skupini se obrnili na KPK in pridobili pojasnilo glede uporabe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v tem danem primeru. Komisija za preprečevanje korupcije je namreč potem tem mnenju zelo jasno zapisala, da je to šlo za nasprotje interesov po 12. točki 4. člena, okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristranstvo in objektivno upravljanje njenih javnih nalog. Dalje, 13. točka 4. člena tega istega zakona določa, da zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko in nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. 37. člen tega istega zakona določa, da uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakršenkoli nedovoljen zasebni interes. To pa pomeni, da mora biti taka oseba izločena iz vseh faz postopka. A ruški podžupan se ni izločil niti iz razprave, niti iz glasovanja. Pravzaprav je bil celo on predlagatelj. V tem pa sam ne vidi nič spornega. Zadeva je bila izpeljana legalno, legitimno in tu ni kaj dodajati. Vse je zakonito, v zvezi z predpisi, vsemi predpisi. Tako da jaz mislim, da je to pač politično obračunavanje in to je to. Ja, pa vendar ne, pridobili so mnenje KPK, kar pa pomeni, da vseeno nekaj velja tisto mnenje, mar ne? Kot sem povedal, vse je legalno bilo izpeljano in tu ni kaj dodati. Kljub mnenju KPK, torej Komisije za preprečevanje korupcije, se je županja osredotočila na celoten občinski svet, ne na vlogo podžupana. Kar se tiče KPK-ja,
Tukaj ne gre za uradno osebo in za kršitve uradne osebe, gre za kolektivni organ in to je občinski svet, ki je sprejel sklep z takrat potrebno večino. A prav podžupan je bil predlagatelj, razpravljalec in tudi glasoval je kot občinski svetnik, na kar je opozoril knez. Gre predvsem za odnos, kako deluje podžupan na javni funkciji. Mislim, če zdaj to ni čisto jasno. Jaz imam tukaj sliko tega finančnega plana DPM. Tok denarja je jasno naveden notri. Ne vem, podžupan svoji partnerki zrihta plačo v zasebnem društvu. Kljub vseh plemenitosti, oprostite, na tak način to ne gre. Enostavno ne. Dajmo razumeti, kaj govori ta zakon, o čem govorimo danes, ne govorimo o plemenitosti. Ob tem je opozoril, da je zaradi te postavke proračun korupcijsko obremenjen. Včeraj je v okviru Cafut Festa, ki ga zdaj že tradicionalno prireja Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, zaživela tudi prenovljena Cafova ulica. Ta se je spremenila v pravo družabno okolje, kjer se je dobro jedlo in pilo. Tisti, ki ste zamudili dogajanje včeraj, lahko nadoknadite še danes. O božični okrasitvi in zabavnem programu so stojnice, na katerih so se študenti in dijaki iz večjih šol pomerili v kulinaričnem tekmovanju, vabile zvonjem kuhančka in kulinaričnih dobrot. Kaj pripravljate torej danes na Cafut? Pripravljamo pa božično raco. Torej, odločili smo se, da porabimo celotno raco. Iz temnega mesa smo ga počasi kuhali, natrgali, napolnimo v kruh, domač kruh iz ajde in bele moke. Prsa pečemo posebej na ponvi, zato da ostanejo sočna, kombiniramo pa z zelenjavo, z zeljem, porom in pa korenjem. Ponujamo medenjake s konopljo, liške oči, potem povitico konopljino, potem imamo tukaj razne pripravljene jedi z klobaso, potem s pečenko, medenjake, ržen kruh, ajdov kruh s suhimi slivami, pa pohorsko klobaso. Pripravljamo goveja lička in pa čokoladni mus. Goveja lička so z pirejem, z gorčičnimi semeni. Notri je še korenčkov pire in pa karameliziran korenček, gori pa še pena rdeče pese, mus pa je posut z keksi, notri je super čokolada in pa med, prav tako pa še cimetova krema. Tudi dobrodelni kotiček ste pripravili, pravzaprav zakaj gre, zakaj zbirate? Mi smo dijak srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. Tukaj smo sa namenom zbiranja denarja za šolski sklad, ker vemo, da večinoma dijakov oziroma večinoma otrok danes si ne more privoščiti šolskih potrebščin, ter obvezni strokovni ekskurziji, pa smo s tem namenom s pomočjo profesorice Andreje Raj, ki uči kemijo, naredili par izdelkov na naši šoli, ki ponujamo na naši stojnici. Čarobni izgled in praznične vonjave so navdušile obiskovalce. Mnogi med njimi pa so bili navdušeni tudi nad novim izgledom Cafove ulice. Ja, zelo. Zakaj? Ja, zato, ker je tako lepo urejeno, pa odprto, brez prometa. Lepo je. Odlično, čudovito je. Zelo dobro in pohvaljeno, da imamo tako ulico v Mariboru. Kaj pa ta Cafut Fest, takšen kulinarični vrtiljak? Ja, to je zdaj že tradicionalni, mislim, da že 3. leto in to je vedno dobro doživetje, takih kulinaričnih vrtiljak, kot ste rekli. Božično-kulinarični vrtiljak pa je bil tokrat še bolj slovesen, saj so ob tej priložnosti odprli tudi prenovljeno Cafovo ulico. Dokazali smo, da lahko tako rekoč degradiran prostor, cesta postane prostor za ljudi. Verjamem, da bo večkrat tako tukaj vesela, ulica je čudovita. Najbolj sem vesel, da so jo sprejeli tudi stanovalci. So pa tudi letos kljub visokim temperaturam za ta čas na ulici poskrbeli, da smo bili deležni tudi nekaj snežink, kar je dogodek naredilo še toliko bolj čaroben. Dogaja se, kot vidite, veseli smo, da smo z našimi vsebinami uspeli vse za ta 2 dni pričarati eno kulinarično božično vzdušje. Študentje so z navdušenjem sprejeli ta izziv 5 ekipe, ki se danes predstavlja in tudi jutri. Jutri zvečer bomo prešteli kupončke, ki so jih predali in potem razglasili najšefa ulice oziroma najtim, kulinarični tim ulice in seveda vsi stremijo k temu, da bodo tudi sami najboljši. Cafut Fest pa lahko okusite in doživite še danes.
Mariborski mestni svetniki pa so na ponedeljkovi seji dokončno potrdili spremembe načina obračunavanja komunalnega prispevka. Strinjali pa so se tudi s selitvijo mestne blagajne pod okrilje javnega podjetja Marprom oziroma na glavno avtobusno postajo. Predlog sprememb obračunavanja komunalnega prispevka predvideva manjšo podražitev za enostanovanjske stavbe, kot je bilo sprva načrtovano. Pozivov za oprostitev plačila komunalnega prispevka za mlade družine niso mogli upoštevati. Svetniki so na tokratni seji sprejeli tudi novi odlok o delovanju mestne blagajne, kjer lahko občani plačujejo položnice za storitve občinskih podjetij brez provizij. Storitev bo zaradi dviga cen prevzelo občinsko podjetje Marprom, zato bo mestna blagajna po novem na glavni avtobusni postaji. Po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča bodo s tem zmanjšali stroške občinskih podjetij za skupno okoli 50 000 evrov na leto. Božički so z vratolomnimi spusti na pediatriji Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že 6. leto zapored razveselili otroke, ki te dni preživljajo v bolnišnici. Pripravili so jim darila, posebni glasbeni gostje pa so otrokom tudi zapeli. Hit Radio Center že kar 6 let pripravlja spust božičkov po pediatrični kliniki UKC Maribor. Plezalci Jamarske zveze Slovenije se oblečejo v božičke in zganjajo norčije na žicah, mahajo otrokom skozi okna in se spuščajo po stenah pediatrije. To je v zimskem času, čeprav ni nič snežen, je prav topel za otroke pomembna popestritev bivanja v bolnici. Otroci, njihovi starši pač morajo potrpeti in pretrpeti to, da so njihovi otroci bolni. Če pa jim mi z kakršnokoli takšno akcijo lahko vsaj malo polepšamo dneve pri nas, smo zelo veseli. In ti božički so danes naredili zelo dobro zabavo. Videlo se je, kako so otroci skozi okna uživali, pa čeprav vsak na svoje strani okna, in upamo, da bojo čim prej doma in da bodo božički naslednje leto spet z nami. In ker je dobro počutje temelj do hitre ozdravitve, je bilo videti, da so otroci veseli pozornosti božičkov in seveda popestritve turobnih bolnišničnih dni. Ja, pač po mojem so bili vsi veseli, pa ker smo tudi dobili darila, da nam hitreje čas mine. Ja, zanimivo je bilo, nekaj drugačnega, se še definitivno ni zgodilo, pač meni osebno. Si že dalj časa tu noter? Ja, sem tako 4 dni. Se pravi, pa verjetno tudi čakaš na to, da boš kmalu šla ven. Ja. Prisotne so bile tudi članice zasedbe Bipop. Odpelji me, pa naj bo, kar hoče, začaraj me. Nič ni nemogoče, skupaj mi dva, riševa obzorja, skupaj sanjava. Meni se zdi, da je to najlepša akcija, ki jo delamo pri nas, zato ker razveseliti otroke je nekaj najlepšega na celem svetu. In vem, da jim tu v bolnišnici niti malo ni luštno, vsak bi rajši bil doma, ampak če jim lahko vsaj za trenutek ali vsaj za en dan polepšamo ta čas v bolnišnici, je pa res srce napolnjeno. In seveda takoj, ko je Ana vprašala, če bi šli midve zraven, sploh nismo oklevali, smo rekli, seveda takoj za lepo gesto, razveseliti otroke, tako da... Ja, vse tri smo tudi mamice, tako da je to sicer ti napolne srce, ampak je tudi kar težko za dušo. Božički so se v družbi znanih obrazov z glasbenih odrov odpravili v pediatrijo in obiskali prav vse otroke, ter jim razdelili darila, glasbeniki pa so jim seveda tudi kaj zapeli. Jingle bells, spet so prazniki, v srcih mir, na licih smeh za vse dobre ljudi. Hej, jingle bells, hitro nasani, tiho noč na nežni glas kragulčkov zazveni. Na osnovni šoli v Hočah in v Slivnici pa so otroci v teh dneh pripravili božični bazar in božično-novoletni koncert. Sredstva, ki so jih zbrali ob prodaji svojih izdelkov, bodo namenili šolskemu skladu. Na osnovni šoli Dušana Flisa Hoče so pripravili božično-novoletni koncert in božični bazar, ki je plod nekaj tedenskega dela. To je seveda rezultat skupnega dela vseh naših otrok in pa učiteljev in učiteljic. Zadali smo si nalogo, da krepimo ustvarjalnost, torej dejansko na prvem mestu niso sami izdelki in pa njihova vrednost, ampak predvsem kako so ti izdelki nastajali so v prijetnem vzdušju. Veliko je bilo potrebno seveda se dogovarjati, iskati materijale, potem so nastajali pač ti izdelki, kakršni so, in na koncu, ko jih bodo starši odnašali domov, ne bodo odnašali samo nekih predmetov, izdelkov, ampak bodo seveda z njimi odnašali tudi del duše.
Prispevke od prodanih izdelkov bodo namenili šolskemu skladu. Prvi in bistven namen je, da se otroci, starši in vso vodstvo šole druži. To je bistveno. Stranski produkt vsega tega pa je, da zaslužimo nekaj denarja, s katerim si bodo lahko učenci privoščili nekakšne nadstandardne stvari, ki pa mogoče v vsakdanjem življenju v šoli ni ravno denarja. Otroci so prav ponosno razstavljali in prodajali svoje izdelke. Zabavali smo se pri ustvarjanju, sodelovali. Izdelki so tudi zelo lepo izpadli. Vse ste pa ustvarjali? Ustvarjali smo slike s servetno tehniko, od sošolke babica nam je spletla tudi izdelke, potem svečnike in pekli tudi svoje kekse. Zelo fajn, zdaj tudi skupaj predavamo in pomagam pri menjalnici, trenutno pa delim bombone. Kaj pa misliš, da je pomemben ta bazar, ki ste ga ustvarjali? Ker predbožični, vedno je to tako pred Božičem in potem se zberejo in kupijo nekaj iz tega in si potem lahko tudi dajo na smreko. Ustvarili smo v bistvu te okraske iz slanega testa ter medenjake oziroma piškote. Vidim, da ste se zelo zabavali, da ste se imeli fajn, vam je bilo všeč in seveda s kakšnimi zdaj spomini se poslavljate? Ja, bilo je zabavno, imeli smo se fajn, prodajali smo, podružili smo se. Tako da ja, vredo je bilo. Božično-novoletni koncert in pravljično vzdušje pa so pripravili tudi na osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici. Predvsem smo se tako posvetili temu in smo pri gledališki dejavnosti skupaj ustvarili nekatere ideje in misli na temo upanje, enakost, hvaležnost in nekaj iz srca. Da je pač prav, da je dobrodelno, da gre pač, da se ne rabi kupovati, da lahko kdorkoli to da denar, koliko hoče in se lahko vzame. Obiskovalci koncerta in bazarja so rade volje prispevali denar za učence. Super je, ker je veliko vsega, zato ker je lepo. To je en lep čas, lep čas, ampak samo v tem primeru, če ga posvetimo drug drugemu. En pravljični, ker pravijo drevo se na drevo, naslanja človek pa na človeka. Vse lučke in vsa darila in vse nič ne pomeni kot bližina. In pa to, kar ustvarijo otroci iz srca. Seveda, dragoceno in enkratno. Je pa ravnatelj slivniške osnovne šole ob iztekajočem se letu učencem in vsem ostalim zaželel predvsem uspeha in ljubezni. Če najprej povem za učence, seveda jim želim veliko šolskih uspehov na vseh področjih. Vsem nam pa želim veliko zdravja, veliko zaupanja medsebojnega, empatije, spoštovanja in ljubezni. Pridni otroci so doma tudi v Destrniku. Tam jih je že obiskal Božiček in jih obdaroval. V kulturnem društvu Trnovska vas pa so pripravili prav posebno poučno predstavo za najmlajše. Člani kulturnega društva Trnovska vas so za otroke v Destrniku pripravili prav posebno poučno predstavo, ki je bila za uvod v božičkovanje. Darila so lahko tudi v druge oblike, kot neka predstava, kot darilo na tak način. Sporočilo zgodbe je, da niso pomembne velike stvari, kar si otroci danes želijo, televizijo, telefon, ampak male stvari pozabljajo, da je preprosta igra, prijateljstvo, dobrota tisto pomembno, na kar ne smemo pozabiti. In to smo želeli za današnjo predstavo prikazati. Otroci so seveda komaj čakali, da bo prišel dobri mož v rdečem in jim prinesel darila, takole pa so ga poklicali. Božiček. Kdo pa je Božiček? Ne vem. Ja. Kaj pa počne? Darila okoli deli otrokom. Katerim otrokom pa? Vsem na celem svetu. Zakaj pa? Zato, ker vsi morajo dobiti darila. Pa to pa smo videli. Zato, ker sem bila pridna. Kaj je zate darilo? Pač, ko nekomu nekaj podariš. Kdo pa je Božiček? Dober mož. Zakaj pa je dober mož? Darila nosem. Je prinesel darila. Ti si bil kaj priden? Ja.
Kaj si počenjal, da si bil pridni? Pomogel sem. Izkazalo se je, da so otroci v Destrniku res bili pridni, vsaj tako pravi Božiček. Res so bili pridni. Ti otroci so zelo pridni čez celo leto in je prav, da jih ob koncu leta seveda tudi obdarim, kajti zaslužili so si. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Na osnovni šoli Destrnik jutri v četrtek 19. decembra pripravljajo že tradicionalni 22. božično-novoletni koncert s pričetkom ob 18. uri v telovadnici osnovne šole. V Sveti Trojici pripravljajo zimsko pravljico, ki bo trajala do 1. januarja, 20. decembra pa bodo dogajanje otvorili s koncertom Alje in veliko razstavo jaslic. V petek bo v Selnici ob Dravi tradicionalni božični koncert v cerkvi Svete Marjete, nastopi bo pevski zbor KD Pauza in zasedba Marušeki, koncert pa se prične po Sveti maši ob 18. Na drsališču v Dupleku pa v petek ob 18. pripravljajo otvoritev božičnega sejma. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in nbreport.si. Želim vam lep konec današnjega dne in nasvidenje.